Predstavljaj si ladje, ki lahko prevažajo na tisoče ton nafte, jekla in drugega izjemno velikega tovora. Obstajajo tudi križarke, ki so kot plavajoča mesta sredi morja, in ladje, posebej narejene za dvigovanje celotnih naftnih ploščadi kot ogromni žerjavi na vodi. Toda pa je vprašanje, kako jim uspe ostati stabilni tudi v najbolj nevarnih morjih. Ampak preden nadaljujemo, prosim, všečkajte in se naročite na kanal. To nam veliko pomeni, nam ustvarjalcem vsebin. Najlepša hvala. In zdaj začnimo. Številka 15. Pioneering Spirit. Pioneering Spirit je ladja, ki je edinstvena v primerjavi z vsemi drugimi plovili. To ni kot običajne ladje, ki jih vidimo, zasnovane za prevoz nafte ali običajnega tovora. Namesto tega je bila narejena za bolj posebno nalogo, ki je drugi ne morejo opraviti. Njen namen je dvigovati in odstranjevati ogromne platforme na morju ter hkrati polagati zelo dolge cevovode pod morjem. Medtem, če bi izmerili velikost te ladje, bi lahko rekli, da je izjemno široka in izjemno dolga. Njena dolžina dosega več kot 322 metrov, medtem ko širina dosega 124 metre. Če primerjamo, je širša kot ameriško nogometno igrišče. In še večja kot dve krili letala Boeing 747, če ju združimo. Zaradi tega lahko rečemo, da je to ena najširših ladij, kar so jih kdajkoli zgradili. Izdelava se je končala leta 2016 v Južni Koreji in od takrat se uporablja za izjemno velike projekte na morju. Toda ta ladja ni bila narejena zgolj zato, da bi pokazali njeno velikost in mere. Zasnovali so jo za zelo poseben namen. In ta namen je odstraniti celoten zgornji del naftne platforme na morju in ga prenesti na baržo ali na kraj, kjer ga je mogoče razstaviti. Delo, ki je prej zahtevalo veliko žerjavov in več mesecev dela 100 delavcev, lahko ta ladja opravi v enem samem gibu. Zaradi tega se stroški, čas in trud pri odstranjevanju starih platform, ki se uporabljajo na morju, močno zmanjšajo. In ne samo odstranjevanje platforme je mogoče. Ladja lahko tudi postavi ogromne zgornje dele na pravo mesto. Zato je kot ogromen žerjav, ki plava na vodi. Vendar pa je razlika v tem, da je njegova zmogljivost dviganja veliko večja kot katerikoli žerjav, ki je bil kdajkoli zgrajen na morju. Za svojo polno zmogljivostjo lahko dvigne do 48.000 metričnih ton. Če pomislite, to je skoraj enako teži 5 Eiffelovih stolpov, ki jih hkrati dviguje. To še ni uspelo nobeni ladji. Kako pa sploh lahko izvede takšno dvigovanje? Skrivnost je v njegovi zasnovi. Ima režo ali odprtino med dvema trupoma ladje. Tukaj vstopi naftna platforma, ladja pa uporablja sodobno hidravliko in računalniško vodene napenjavce. Hkrati dvigne ogromno strukturo. Tudi če so valovi nekoliko močnejši in je morje razburkano, lahko delo opravi v enem samem hitrem gibu. Številka 14. TI razred supertankerjev. Obstajajo 4 ogromne naftne ladje, ki spadajo v TI razred. Tu so TI Afrika, TI Asija, TI Europe in TI Oceania. Zgrajene so bile v Južni Koreji med letoma 2002 in 2003 pri delu Shipbuilding and Marine Engineering za Hellespont Group. Sprva so imeli drugačna imena: Hellespont Alhambra, Hellespont Metropolis, Hellespont Fairfax in Hellespont Tara. Po nekaj letih so jih prodali in jim dali nova imena kot del TI. Te ladje spadajo med Ultra Large Crude Carrier ali ULCC. Vsaka je dolga 380 metrov in široka 68 metrov. Njihova nosilnost ali deadweight tonnage dosega 441.000 ton. Zaradi svoje velikosti jih lahko sprejme le nekaj pristanišč po vsem svetu. Ko so polno naložene, dosežejo globino v vodi do 80 čevljev. Zato ne morejo pluti skozi Sueški kanal ali Panamski kanal. Namesto tega plujejo čez široka morja proti Aziji ali Evropi iz Perzijskega zaliva. Vsaka ladja lahko na enem potovanju prevaža več kot 3 milijone sodčkov nafte. To je skoraj enako kot dnevna proizvodnja velike države proizvajalke nafte, kot sta Kuvajt ali Združeni arabski emirati. Čeprav so zelo velike, je zagotovljena tudi varnost.
Vsaka ladja ima dvojni trup, da prepreči iztekanje nafte. Imajo tudi sistem inertnega plina, sodobno navigacijsko opremo in močne črpalke, ki lahko v kratkem času prenesejo ogromno sodčkov nafte. Motor teh ladij je ogromen dizelski motor z močjo več kot 50.000 konjskih moči. Ta poganja ogromen propeler, ki ladji omogoča hitrost približno 16 vozlov, ko je polna, in 17 vozlov, ko je prazna. Niso uporabljene samo za prevoz. Ko so cene nafte visoke ali pa primanjkuje skladiščnih zmogljivosti, postanejo pomembne kot plavajoča skladišča. Zaradi tega so 3 med njimi spremenili v plavajoče skladiščne in pretakalne enote ali FSO, ki so zasidrane na morju in služijo kot skladišče ter pretakalna postaja. Številka 13. Ema Maersk. Leta 2006 je bila predstavljena Ema Maersk, ladja, ki je postala simbol sprememb v pomorskem prometu. Ladja je dolga skoraj 397 metrov in široka 56 metrov. Njena teža presega 156.000 ton in lahko prevaža več kot 15.000 zabojnikov. Če jo gledamo od daleč, je videti kot zelo visoka stavba, ki plava na morju. Saj so zabojniki naloženi do 8 nivojev nad krovom, veliko pa jih je tudi pod njim. Ima zelo močan motor, ki lahko proizvede več kot 80.000 oziroma več kot 109.000 konjskih moči. Ladja lahko pluje s hitrostjo 25 vozlov, kar je zelo hitro za tako ogromno plovilo. Ima tudi sistem, ki zajema toploto iz izpušnih plinov motorja in jo pretvarja v dodatno moč. S tem sistemom se poraba goriva zmanjša do 12% v primerjavi s starejšimi ladjami. Ko je polno naložena, se potopi do globine 16 metrov, zato potrebuje poseben in močan pristaniški terminal. Njena paluba je skoraj tako velika kot 4 nogometna igrišča. Zaradi velikosti zabojnikov ljudje v pristanišču uporabljajo dvigala ali dolge lestve, da dosežejo spodnje dele naloženih zabojnikov. Medtem pa, čeprav je ladja izjemno velika, potrebuje le malo posadke. Običajno jo upravlja le 13 do 20 ljudi, odvisno od poti. To je zaradi sodobnih avtomatiziranih in navigacijskih sistemov, ki so nameščeni na ladji. Ima tudi opremo za varnost pred nevarnostmi na morju. Danes obstajajo še večje in sodobnejše ladje. Vendar bo Ema Maersk še vedno ostala ena najpomembnejših ladij v zgodovini trgovine. Številka 12. Wonder of the Seas družbe Royal Caribbean. Predstavljajte si ladjo, ki je kot plavajoče mesto sredi morja. To je Wonder of the Seas, ena največjih križark na svetu. Dolga je 1185 čevljev oziroma 288 čevljev, široka pa 210 čevljev. Ocenjuje se, da tehta več kot 236.000 bruto ton, zato lahko sprejme skoraj 7.000 potnikov in več kot 2.300 članov posadke. Ko jih združimo, jih je več kot 9.200 ljudi kot majhno mesto sredi oceana. Izdelan je bil v Franciji in je začel pluti leta 2022. Ima 18 palub polnih z različnimi objekti. V notranjosti je 8 območij, vsako s svojo temo. Eden od teh je Central Park z več kot 20.000 rastlinami. Obstaja tudi sprehajališče z vrtiljakom in restavracijami. Obstaja tudi poseben del z lastnim bazenom in restavracijo za posebne goste. Notri se res počutiš kot v letovišču. Na voljo so gledališča, vodni park, 2 simulatorja za deskanje, drsališče na ledu, 10-nadstropni suhi tobogan, laser tag, escape room ter več kot 20 restavracij in barov. Ko ga vidiš od daleč, izgleda kot velika poročna torta na morju. A ko si enkrat notri, se počutiš, kot da si vstopil v razkošno letovišče. Poganjajo ga 6 velikih motorjev, ki lahko proizvedejo več kot 96.000 kW moči. 3 pogonske enote potiskajo ladjo, da se lahko gladko premika, ne glede na to, kako velika je. Ima tudi sistem, ki uporablja GPS, da ostane na enem mestu brez uporabe sidra. Številka 11. CMA CGM Jacques AD. CMA CGM Jacques AD je izjemno velika ladja, ki prevaža kontejnerje. Posebnost te ladje je, da ne uporablja običajnega olja, temveč utekočinjen zemeljski plin ali LNG. Zgrajena je bila leta 2020 in poimenovana po ustanovitelju podjetja, Jacques Adeju. Njena velikost je resnično osupljiva. Dolžina je 400 metrov, skoraj tako dolga kot 4 nogometna igrišča.
Širina je 61 metrov, teža pa dosega 236 tisoč ton. Lahko prevaža več kot 23 tisoč zabojnikov, imenovanih TEU. Večina velikih ladij uporablja težko kurilno olje ali ladijsko dizelsko gorivo. Toda ta ladja ima poseben rezervoar, ki je izjemno hladen in doseže temperaturo minus 160 stopinj Celzija za naravni plin. Zaradi tega je dim, ki ga oddaja, veliko čistejši. Onesnaženost se je zmanjšala za skoraj 99% pri žveplovem dioksidu, 91% pri prahu iz dima in 20% pri ogljikovem dioksidu v primerjavi z običajnimi ladjami. Ima motor, ki lahko uporablja tako LNG kot običajen bencin. Toda glavni vir goriva je pravzaprav LNG. Ko je popolnoma naložen, se potopi za skoraj 16 metrov v vodo, zato mora pristajati v globokih pristaniščih. Nekatera pristanišča, kot so v Rotterdamu, Hamburgu in Singapurju, so bila nadgrajena, da lahko sprejmejo tako velike ladje. Če pogledamo z vrha, je ladja videti kot velika kovinska škatla, polna na tisoče pisanih zabojnikov, ki so lepo poravnani v vrstah. Skoraj tako široka je kot nekatere križarke. USS Gerald R. Ford je ogromna vojna ladja, ki jo je izdelala Združene države Amerike. To je najtežja in najbolj napredna letalonosilka, kar jih je bilo kdajkoli izdelanih. Uradno je bila vključena v mornarico Združenih držav Amerike leta 2017. Njena teža dosega skoraj 100 tisoč ton. Dolga je več kot 337 metrov, širina letalne palube pa je 78 metrov. Če primerjamo, je daljša od Eiffelovega stolpa in tako široka kot olimpijski stadion. To je prva ladja novega razreda Gerald R. Ford, ki nadomešča starejši razred Nimitz. Zaradi svoje velikosti lahko prevaža veliko stvari. To je več kot 75 letal. Sem spadajo F-18 Super Hornet E-2D Hawkeye MH-60 helikopterji in F-35C Lightning II. Dva jedrska reaktorja A in B zagotavljata elektriko za to plovilo. To je skoraj 3-krat močnejše v primerjavi s starejšimi letalonosilkami. Zaradi tega lahko pluje več kot 20 let brez ponovnega polnjenja goriva. Medtem uporablja 4 elektromagnetne sisteme za izstrelitev letal ali EMAL za vzlet letal. To je bolj moderno v primerjavi s staro parno katapulto. Ima tudi napredno opremo za zaustavljanje, ki pomaga pri varnem pristanku letal. Vgrajenih je več kot 23 novih tehnologij. Sem spadajo sodobnejši radar, elektronski sistemi in avtomatizacija, ki so zmanjšali število posadke za skoraj 600 v primerjavi s prejšnjimi letalonosilkami. In čeprav je ladja izjemno velika, je zasnovana tako, da je učinkovita. Ima dvofrekvenčni radar, zasnovo trupa za manjšo zaznavnost in manjšo otoško strukturo, da je letalska paluba bolj prostorna. Dvigala za orožje in dele so prav tako elektromagnetna, zato so hitrejša in bolj vzdržljiva. Številka 9. HMM Algeciras. Leta 2020 je bil spravljen HMM Algeciras. To je bil velik simbol uspeha za ladjedelniško industrijo v Južni Koreji. Ta ladja je izjemno velika, dolga je skoraj 400 metrov oziroma več kot 1300 čevljev in široka je 61 metrov oziroma 200 čevljev. Lahko prevaža do 23.964 zabojnikov imenovanih TEU. Ob svoji splovitvi je bila to prva ladja, ki je presegla 23.000 TEU. Izdelana je bila v Okpu, Južna Koreja, pri Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. To je del 12 velikanskih ladij, ki so bile zgrajene za naraščajoče potrebe trgovine različnih držav. Ko je polno naložena, njena teža doseže več kot 228.000 bruto ton. Zaradi izjemne velikosti potrebuje globoko vodo, vsaj 16,5 metra oziroma 54 čevljev. Poleg tega jo poganja močan motor, ki je varčen z gorivom. Zasnovana je za dolga potovanja med Azijo in Evropo. Njegova običajna hitrost je 22 vozlov, vendar jo je mogoče zmanjšati z varčevanje z gorivom. Uporablja tehnologijo za zmanjšanje dima in za izpolnjevanje novega zakona o emisijah žvepla iz leta 2020. Poleg tega je zasnova HMM Algeciras prilagojena za boljšo energetsko učinkovitost in manjši vpliv na okolje. Ima sistem za spremljanje porabe energije, čiščenje balastne vode in posebno barvo na dnu ladje, da je bolj gladka v morju in bolj varčna pri porabi goriva.
Number 8, P&O. Ladja Iona je v lasti P&O Cruises. Zgrajena je bila v Nemčiji in dokončana leta 2020. To je ena največjih križark narejenih za britanski trg, zato je res zelo velika in impresivna. Dolga je 344,5 metra oziroma skoraj 1130 čevljev široka, pa 42 metrov oziroma 138 čevljev. Njena teža dosega 184.000 bruto ton, lahko sprejme več kot 5200 potnikov in več kot 1800 članov posadke. Ima tudi 18 palub polnih različnih vsebin. Iona se ne ponaša samo s svojo velikostjo, temveč jo poganja tudi utekočinjen zemeljski plin ali LNG, ki je čistejši v primerjavi z običajnim gorivom za ladje. Zaradi tega oddaja manj dima in onesnaževanja. Uporaba takšne vrste goriva je korak k čistejšemu potovanju po morju. Ko stopiš na ladjo, je kot da bi vstopil v veliko mesto. Na ladji je več kot 30 restavracij in barov, 4 bazeni, velik atrij z razgledom na ocean in edinstven Skydome. Skydome ima veliko streho iz stekla. Podnevi je to prostor za kopanje v bazenu, ponoči pa postane oder za predstave z lučmi, glasbo in plesom. Na voljo so tudi mirni prostori, kot je wellness, za tiste, ki si želijo počitka. Za ljubitelje zabave pa so tu različne restauracije in bari. Na voljo je tudi veliko kabin z balkonom, zato ima več potnikov svoj lasten pogled na morje iz svoje sobe. MV Black Marlin je ena največjih ladij na svetu s posebnim dizajnom. To je polpotopna ladja za prevoz težkih tovorov, narejena za prevoz izjemno velikih tovorov, kot so naftne ploščadi, velike vojne ladje in celo druge ladje. Zgrajena je bila leta 1999 na Tajvanu in še danes ostaja ena najbolj izjemnih ladij, kar so jih kdaj naredili. Ta ladja ne izgleda kot običajna ladja, saj lahko celotno palubo potopi pod morsko gladino. Ko se potopi, lahko na palubo naloži izjemno velik tovor. Nato se ponovno dvigne in dvigne strukturo, ki jo prevaža. Ta postopek imenujemo sistem float on, float off in prav v tem je posebna moč ladje Black Marlin. Vendar pa je, ko gre za velikost, ta ladja izjemno velika. Dolga je 217 metrov, široka pa 42 metrov. Površina palube pa presega 7000 kvadratnih metrov, kar je dovolj, da prevaža veliko naftno ploščad ali več ladij. Skupna teža, ki jo lahko prenese, je več kot 57.000 metričnih ton. Prav tako pa lahko prevaža tovor do 63.000 ton. Costa Smeralda je ogromna križarka, ki je začela pluti leta 2019. To je ena največjih na svetu in je znana po svoji razkošni zasnovi ter velikosti. Dolga je 337 metrov in široka 42 metrov. Njena skupna teža presega 185.000 ton. Ima 20 nadstropij in lahko sprejme na tisoče potnikov. Lahko sprejme več kot 6500 potnikov in več kot 1600 članov posadke. Zaradi tega je kot plavajoče mesto z svojimi lastnimi prebivališči, delovnimi mesti in objekti. To plovilo spada v tako imenovani razred Helios ali XL razred, ki je bil zgrajen za izjemno velika plovila. Palube so zelo prostorne in lahko sprejmejo ogromno ljudi. Medtem pa lahko v notranjosti Costa Smeralde najdemo 1550 kabin. Prostorno avlo s 3 nadstropji, nakupovalno središče, vodni park, več bazenov in promenadno palubo dolgo 260 metrov. Oblikovan je tako, da je kot letovišče na morju, kjer je izkušnja potnikov na ladji enako pomembna kot njihove destinacije. Ima tudi svoje. Angeunguata je ena od pomanjkljivosti tvojega psihopatskega vedenja. In dizajn iz Italije. Številka 5, Globtik, Tokio. Potrebujemo, da začutimo moč vaše skupnosti, sicer se stvari ne bodo spremenile, ki jih lahko naredite skupaj. Zato je tudi on z nami, kot spoštovanje do potrebnega. Bigat na barko na naitayo. Ang Globtik Tokyo ay ginawa sa Iz Ishikawa Harima Heavy Industries za podjetje Globtik Tankers iz Britanije. Dolga je 378 metrov in široka 68 metrov.
Ko je polno naložena, lahko prevaža 483.000 ton nafte. To je izjemno velika ladja, posebej zgrajena za prevoz nafte z Bližnjega vzhoda v zahodni del sveta. Oblika ladje je preprosta, vendar je izjemno velika. Na njeni ogromni palubi je dovolj prostora za skoraj 4 milijone sodčkov nafte. Številka 4. Harmony of the Seas. Harmony of the Seas je ena največjih ladij na svetu. Splovila je leta 2016. Spada v tako imenovani razred Oasis, skupino velikih križark, ki so kot majhna mesta zaradi svoje velikosti in števila ljudi, ki jih lahko sprejmejo. Dolga je 362 metrov oziroma 1188 čevljev, široka pa je 66 metrov oziroma 217 čevljev. Ko je prvič izplula, je bila to najširša križarka in ena največjih glede na težo. Njena skupna bruto tonaža je več kot 226.000 ton. Lahko sprejme več kot 6600 potnikov in ima več kot 2300 članov posadke. Skupaj lahko sprejme skoraj 9000 ljudi. To je več, kot je prebivalcev v nekaterih mestih. Ima 18 palub, 24 dvigal in več kot 2700 sob, ima tudi park z več kot 20.000 rastlinami. Oblika ladje je posebna, saj ima na sredini prostoren odprt prostor. Številka 3. Prelude FLNG. Obstaja ladja, za katero ne bi verjel, da jo lahko človek naredi. To je Prelude FLNG oziroma plavajoča naprava za utekočinjen zemeljski plin. To ni samo ladja, ampak največja plavajoča struktura, kar jih je bilo kdaj narejenih. Njena naloga je pridobivanje plina iz podmorskega dna, njegovo čiščenje, utekočinjanje in nato shranjevanje. To je kot kombinacija ladje, tovarne in velikega skladišča, ki se nahaja sredi oceana. Začeli so ga uporabljati leta 2013 in ga leta 2017 pripeljali na območje Zahodne Avstralije. Prelud je izjemno velik, dolg je 488 metrov in širok 74 metrov, ko je poln tehta do 600.000 ton. Da si lažje predstavljate, je težji kot 6 letalonosilk razreda Nimitz skupaj. Kljub izjemni teži in velikosti plava na morju in lahko deluje tudi ob močnih valovih in vetru. Prelud je bil narejen za pridobivanje plina iz oddaljenih območij, kjer bi bilo težko in drago graditi plinovod do kopnega. Nahaja se v Browse Basinu, približno 400 km severovzhodno od mesta Broome v Zahodnji Avstraliji. Številka 2. Boka Vanguard. Boka Vanguard ni navadna ladja. To je izjemno velika platforma, ki lahko prevaža druge ladje, naftne ploščadi in ogromne strukture, ki ne morejo biti v običajnem suhem doku. To je polpotopna težkotovorna ladja in velja za največjo v svojem razredu na svetu. Dolga je 275 metrov in široka 70 metrov. Paluba je izjemno prostorna, zelo prostorna. Na njej je mogoče prevažati izjemno velike predmete. Njena posebna sposobnost je, da lahko celotno palubo potopi pod vodo. Ko se nalaga tovor, se balastni rezervoarji napolnijo z vodo, da se paluba potopi. Nato se postavi pod plavajočo ladjo ali naftno ploščad. Ko je položaj pravilen, se voda iz balasta izčrpa in paluba se skupaj s tovorom postopoma dvigne. Zaradi tega ni več potrebe po žerjavu ali drugi težki opremi. To je zgradil Hyundai Heavy Industries. Zgrajen in splovljen je bil leta 2012 pod imenom Dockwise Vanguard. Vendar pa so mu po enem letu spremenili ime v Boka Vanguard. Velikost odprte palube je skoraj 20.000 kvadratnih metrov. Lahko prevaža do 110.000 metričnih ton. Čeprav je tako velik, lahko še vedno doseže hitrost 14 vozlov oziroma skoraj 16 milj na uro. Ima tudi sistem, ki omogoča, da ostane na enem mestu, tudi če je sredi morja. Številka 1. Valimax Ore Carriers. Valimax Ore Carriers so bili zgrajeni za prevoz železove rude iz Brazilije v različne države v Aziji in Evropi. Te ladje so v lasti in jih upravlja podjetje Valsa, ki je eno največjih rudarskih podjetij na svetu. Vsaka od njih lahko prevaža skoraj 400.000 ton tovora. Zaradi tega veljajo za največje razsute tovorne ladje na svetu. Zaradi svoje velikosti in zmogljivosti so učinkovitejše za dolge poti kot manjše ladje. Valimax je bil prvič splavljen leta 2011 z ladjo Val Brazil.
V naslednjih letih so dodali še več ladij, tako da je bilo skoraj 70 plovil, ki so spadala v razred Valimax. Izdelava teh je potekala v različnih ladjedelnicah na Kitajskem, v Južni Koreji in na Japonskem. Oblikovanje in izdelava teh ladij je bila osredotočena na zagotavljanje večje zmogljivosti in daljšega delovanja brez potrebe po pogostih potovanjih. Vsak Valimax je dolg približno 360 metrov in širok 65 metrov. Ima 7 tovornih prostorov, ki lahko prepeljejo izjemno velike količine železove rude, njegova hitrost pa je 50 vozlov. Poganjajo ga zelo zmogljivi, počasno vrteči dizelski motorji, ki lahko poganjajo ladjo. Kljub svoje velikosti ima zaradi boljše učinkovitosti zasnove nižje emisije ogljika na tono tovora, kar pomeni tudi prihranek pri porabi.